Pozdravljeni vsi, ki ste se udeležili tega debatnega dogodka. Ta dogodek, ne vem, če je bilo izpostavljeno, organizira kooperativa THD. To je neka kooperativa humanističnih, recimo temu, založb, ki jih jaz nikoli iz glave ne znam našteti. Mislim, da gre za po vrstnem redu pač izmišljene Sofija, Studia Humanitatis, Društvo za teoretsko psihoanalizo, CF in mislim, da smo pri koncu, ne so 4. Kartina. In Kartina, pardon. Skratka, ta pogovor bo z mano sta profesor Rastko Mošek in dr. Peter Klepec. Mi smo zadevo bi probali zastaviti nekoliko izhodično iz tega, kar je bilo v napovedniku rečeno, pa se bomo, mislim, da premaknili v neke malo druge vode. Ampak recimo, če se tukaj navežem na čisto to, kar je gospa prebrala prej, kolega Mošnik, če bi vam nekdo rekel takole, glejte, sej vsi znamo angleško, vsi lahko preberemo teorijo v angleščini, tudi pač tiste, kar je že prevedeno v angleščino, lahko sledimo te novi produkciji, hitrej, cenejši in tako naprej. In to je, moram reči, nek dost močen pritisk, ki je po mojem toliko močen, da ljudje sami začnemo počasi pristajati na to in spontano mogoče celo se na določenih točkah s tem strinjati. V smislu, a je vredno prevesti iz te produkcije nekih klasikov, tako nasploh, a je neka sodobno teorijo v angleškem jeziku smiselno prevajati, če obstaja, če to pomeni, da ne prevedemo pač 999 drugih knjig. Skratka, kaj bi vi rekli nekomu, ki bi vam rekel, pravzaprav se vse da brati v angleščini, mogoče čas, da prešaltamo na to in preprosto se globaliziramo na vprašanje. Jaz bi vsakmo, ki bi to vprašal, odgovoril, berete izvirnik, če je izvirnik v angleščini, seveda v angleščini, sicer pa v izvirnem jeziku. Osebno sem privrženec vernakularja, se pravi lingua vulgaris, ljudskega jezika, in sem v dobri družbi. Dobra družba je Dante, Pietro Belbo, kardinal, Vuk Karadžič, Franc Miklošič, Fran Levstik, na se zadnje, in množica slovenistov, ki se neuspešno bojuje proti sistemskemu pritisku lokalnih ideoloških aparatov, ki seveda pritiskajo uspešno v prid globaliziranemu jeziku. To ni angleščina, veste. Če berete, ne vem, Henrya Jamesa, ki je pisal eksteritorializirano amerikanščino, ali pa, da ne govorim o Ircu, Joyce in tako naprej. Skratka, to je, kot pravijo Francozi, angleščina kot vehikularni jezik. To je jezik, ki je namenjen prenašanju informacij, ne pa tistmu, kar čemur govorica služi, namreč postavljanje subjektivnih razmerij, s čimer seveda on, ki ta igra to dela, vzpostavlja globalno kapitalistične razmerja, kar v našem primeru pomeni periferni kapitalizem, se pravi nek včasih so temu rekli polkolonialni položaj. Sicer sem pa jaz mislil govoriti o nečem drugem, namreč o prevajanju teorije. Peter, o čem si ti hotel govoriti? Pozdravljeni. Jaz ne vem, če sem hotel o čem govoriti, ampak če je že vprašanje postavljeno, bi si najprej poskušal postaviti vprašanje o samem vprašanju in podati tukaj že odgovor. Seveda sem tudi jaz pristaš tega, da je treba stvari brati originalu, če se le da, ampak včasih je pa dobro, da pač vidimo tudi, kako je s prevodom, zlasti zaradi tega, ker v bistvu s tem, ko se zadeve prevajamo v slovenščino, kot jezik tistih prebivalcev, ki tukaj živijo, si moramo na nek način bolj jasno razložiti, kaj sploh razumemo v izvirniku. Mislim, vsakdo, kdo bere v različnih jezikih eno in isto delo, ima pač izkušnjo, da v drugačnem jeziku drugač enostavno bereš, drugač tudi vidiš kakšne stvari, ne vem, vsaj meni se tako dogaja.
Ampak najprej bi pa pravzaprav naredil dvoje. Najprej si postavil nekaj vprašanj glede samega vprašanja in potem tudi podal tisti odgovor, zakaj sem, kljub temu, da se mi zdi samoumevno vse skupaj na tem mestu. Zdaj, v napovedniku je bilo nekaj rečeno glede nevarnosti angleščine, pa ogroženi slovenščini in tako naprej. Jaz o temu ne mislim govoriti. Bi pa si postavil naslednje vprašanje. Čemu prevajati teorijo v slovenščino? Zdaj, vprašanje je tako malo nenavadno in za filozofiji vprašanja so izhodiščna. Recimo, klasičen avtor tukaj bi bil Heidegger, ki je postavlja v ospredje prav problem vprašanja, problem problema. Zdaj, ne mislim si mnoge brisati ob Heideggerja, je kar precej lahko, ampak na misel sta mi prišli dve njegovi vprašanji, ki sta vsaj po moje malo povezane s tem vprašanjem. Namreč dve vprašanje, ki jih Heidegger tekom svojega dela postavi in to ima tudi jasne odgovore. Eno je, zakaj ostajamo v provinci, in drugo je, čemu pesniki v tem groznem času in tako naprej. In to vprašanje, čemu vodcu ali pa Vasfur ali pa karkoli, je na nek način vprašanje o nekem namenu, zakaj vse skupaj počnemo, zakaj to delamo. In Heideggerjev odgovor, ki pač enostavno se ga tudi da podati na tisto vprašanje, zakaj ostajamo v provinci, pa provinca ni mišljena pri njem tako kot podeželje ali pa tisto, kar pri nas tudi kot podeželje, kot tisto, kjer je izvorno, pa kmet plune, pa vse povedal, ampak bolj kot zakaj ni šel v Berlin predavati v glavno mesto. Jaz bi rekel, da je prvi odgovor, ki ga na nek način vsi spontano predpostavljamo, je, da pač stvari prevajamo v slovenščino zato, ker nočemo biti provinca. Sprav, provinca v tem smislu kot neko zahojeno ali pa že celo v tem moralističnem pomenu besede, sprav neko zahojeno mesto, ki ga tudi Bog nima rada, kako se že temu reče. In tukaj treba pač razlikovati med periferijo in provinco. Periferija je na nek način tak prostorski, topološki pojem in Slovenija bo vedno periferna ali pa v najboljšem primeru polperiferna država. Vprašanje, ali pa hočemo biti provinca, je pač vprašanje, hočemo zadeve tudi imeti na teoretskem nivoju urejene. In moj odgovor lahko bi podajal različne vsebinske utemeljitve, zakaj pač enostavno to treba početi, je, če pač si lahko upamo domišljati, da nismo pa še čist provinca. Sicer to, da prevajamo teorijo v nekem najširšem smislu v slovenščino, nas ne zavaruje pri tem, da smo provincialni ali pa provinca, ampak saj na nek način laskamo si lahko, da smo na dobri poti, da ne bomo to. Zdaj, teorijo v tem vprašanju razumem v nekem najširšem smislu. Se pravi, razumem jo kot neko spekulacijo ali pa umovanje ali pa karkoli, kar je namenjeno samo sebi, ampak kot različne pač področja, kot so razdeljena od antropologije, sociologije, filozofije, kamor hočete. Teorijo sam razumem kot kritično teorijo družbe, kot kritiko. In v izhodišču same kritike, kot je jasno že postavil Kant, pa je, da kritike brez nekega občinstva, javnosti enostavno ni. In to je tudi odgovor, zakaj prevajati teorijo v slovenščino. Zaradi tega, da na nek način ohranjamo javni prostor, da ga na nek način širimo, da dajemo možnosti vsem, ki pač to želijo. Zdaj, kar se tiče te kritične teorije ali pa kritike, je mogoče povedati o teh dosti groznih časih marsikaj, ampak tisto, kar pa lahko na vsakem koraku vidimo in zdaj ne bi spet na nek način šel v vse te razprave, ki vsi dobro poznamo, je, da, če rečem zelo nasplošno, oblast ali pa saj ti oblastniki, kot jih poznamo do zdaj, kritike enostavno ne mari, ne rabi in ne potrebuje, na kljub drugačnim zagotovilom. In ko govorimo o prevajanju, ne govorimo samo o prevajalcih, govorimo tudi seveda o uredniških odborih, o urednikih, in to je na nek način nek aparat, zdaj postavke, da ga kamor ga hočete, lahko ideološki, lahko ni ideološki, ampak je nek aparat, jaz bi temu rekel, malce naivno,
pač te javnosti, ki se nahaja na tem prostoru, da poskuša misliti tisto, kar se jih dogaja. In v nekem smislu prevajati v slovenščino pomeni narediti en izbor. Se pravi, narediti neko odločitev glede tega, kaj je vredno prevajati. Ne? In s tem, ko naredimo nek izbor, skrbimo za nek kanon, če že hočete, za nekaj, kar se spodobi, da bi vsakdo na nek način pač poznal. In to pa pomeni, da na nek način ne pristajamo na ta, če že govorimo o angleščini, recimo ta model, karkoli je že za Angleže zanimivo ali pa anglosaksonski prostor, ni nujno, da je zanimivo tudi za nas. Ne? Da na nek način ohranjamo nek ta kritični potencial, če že hočete, in zato tudi, to je pa moj odgovor, zakaj sem tukaj, potrebujemo vse te male in velike založbe. Se pravi, potrebujemo zato, da lahko sploh zadeve počnemo. Zdaj, mislim, da sem govoril kar nekaj časa, lahko se pa še javim v besedi. Besede kolega Klepsa so produktivne, so zgodile tudi moja reakcija. Sicer tudi jaz sem mislil navezati na to, da je naslov razprave, če ne zakaj. Se pravi vprašanje o namenu, ne vzroku. Drugo bi polemiziral za trditvijo, ki ste jo izrekli, da bo Slovenija verjetno zmerom periferija. Če bo to res, bomo še videli. Upam, da ne bo. Ampak ni bila zmerom periferija. V socializmu je bila center Jugoslavije v smislu sistemskem, ki loči center od periferije, ki je ponovati izkoriščena. In Jugoslavija je bila zunaj sistemske delitve na center in periferijo, kot neuvrščena socialistična država, ki ni v nobenem bloku pripadala in ki se je skušala in ki se je dolgo časa uspešno upirala pritiskom tako sovjetskega bloka, kot tudi anglo-ameriškega oziroma bolje atlantskega bloka, ki je na koncu ničilo. Tako da ni bila zmera in ni nujno, da bo zmera. Če pride do nove socialistične revolucije, ne bo. Druga stvar, ki se pa pozitivno navezuje, je pa beseda aparat. Namreč kolega je uporabil izraz prevajalski aparat, pa je aparat prevajanja. In tukaj sem pa prišteva prevajalke in prevajalci, seveda, vendar tudi uredništva, založbe in seveda, jaz bi rekel, bravke in bravce prevodov. Skratka, to je aparat in jaz bi trdil, bi navezal na to idejo, da je to alternativni aparat. Glede na to, da vi ste rekli, da rabimo velike in male založbe. Značilnost za prevajanje teorije je, da je to delo, ki ga upravljajo male založbe. Velike založbe so v starih časih opravljale to nalogo. Naprimer, Slovenski knjižni zavod. To je založba, ki se je pozneje združila s Cankarjevo založbo, ki se je v kapitalizmu združila z Mladinsko knjigo. Kar je tipičen proces centralizacije in koncentracije kapitala, ki je pozneje odplačevala dolgove slovenskih škofij, Mladinska knjiga namreč. No, ampak, skratka, ena raziskava leta 2004 knjižna kultura je pokazala, da so nosilci prevodne teorije in teorije v resnici nasploh male založbe, ne pa velike. Velike so bile že takrat v komerciali in teorija ni komercialna. Jaz mislim, da je to aparat, ki je izjemno pomemben, zato ker je aparat emancipacije. In mi dovolite, da čisto kratko skiciram, zakaj je prevajanje teorije, pa pisanje teorije tudi, ampak to je evidentno. Prevajanje teorije, zakaj je emancipacijsko. Namreč, če govorimo o prevajanju, ne smemo izhajati iz jezika, ampak iz govornih praks. Pod govornimi praksami mislim tako ustne govorne kot pisne govorne. Besedo govor uporabljamo v pomenu sosirane parol. Se pravi, govorne prakse, ki so heterogene
pluralne, konfliktne, tako da je Vološinov, ki je prvi, Valentin Vološinov, ki je prvi razvil ta pojem, ki je prvi polemiziral proti jezikoslovnemu pojmu jezika, rekel, lahko formulo dal, ne, jezikovni znak je arena razrednega boja. In zakaj? Zato, ker je jezik samo vsakokratni prerez medsebojnega položaja najrazličnejših jezikovnih praks, ki ga nadodoloča vladajoča ideologija. In kadar mi rečemo jezik, mislimo spontano, ideološko na jezikovni standard, kot je bil vzpostavljen v času nastajanja narodov. Pri nas je to 19. stoletje, v Italiji se ta proces začne zanesljivo že 1525, ko Pietro Bembo napiše Proze della vulgar lingua, spis o ljudskem jeziku. Ne? In skratka, Bembo je pa sodobnik Machiavellija, se pravi začetek moderne družbe, moderne države in modernega nacionalnega jezika. Pri nas je vlogo Pietra Bemba, ki je bil kardinal, opravil Fran Levstik, dokler še ni bil versko blazen. Prelomni spis je Napake slovenskega pisanja iz leta 1858, ki se začne s temle stavkom. Skoraj vsi, ki pišemo, stavimo slovenske besede, mislimo pa le nemški. In je Levstik povezal misel in jezik na en način, ki je seveda narodno obramben, nacionalističen, boj proti imperializmu, germanizma in tako naprej. Vendar je treba pripomniti, da je nacionalni standard narejen za to, da loči misel od jezika, da postane nevtralno orodje, skozi katerega je mogoče izraziti katerokoli misel, katerokoli ideologijo v istem jeziku in se vsi med seboj razumejo. To je liberalna rešitev zgodovinskega problema, ki ga postavi buržoazna revolucija, ki najprej razbije družbo na atomizirane posameznike, ki jih uravnava pravo med seboj, civilno pravo in pravo kazensko kot država, ampak civilno pravo zlasti, pogodbe, pa je pa treba to družbo nazaj sestaviti. In eno izmed orodij za sestav družbo nazaj je nacionalni jezik, standard, ki zbudi dve ideološki fikciji, ki sta neresnični. Prva je, da je standard nevtralen, druga je, da se skozi govorno prakso izraža nek subjekt, neka intimnost, romantična fikcija, ki še zmerom vlada v pouku slovenščine na slovenskih srednjih šolah. In to so dve fikciji, ki sta neresnični in ki prikrivata to, da jezik ni nevtralen, da je zmerom naddoločen z vladajočo ideologijo. Druga stvar je, gremo na današnji položaj, standarda, kakršnega je slovenščina vzpostavila v 19. jeziku z prvo izdajo slovenskega pravopisa Fran Levec konc 19. stoletja, recimo, pa Plastik Leteršnikov slovar nemško-slovenski, tega standarda ni več in ga noben več ne prakticira. Berite časopise, poslušajte televizijo, to ni več jezikovni standard. Berite program tega srečanja, te prireditve, ni napisan v standardni slovenščini. Tam piše, da se bojo zavzeli za implementacijo slovenske književnosti v tuje jezičnih okoljih. In besedo implementacija uporabljajo v pomenu, ki so ga lansirala občina ob debatah okoli implementacije arbitražne razsodbe. V slovenščini se sodba izvrši, kvečjemu uveljavi, in oni mislijo uveljavljanje slovenske književnosti. Ali pa recimo še boljša cvetka v tem programu je, da se sprašujejo razni računalničarji, ali se splača zmerom lokalizirati njihovo terminologijo, njihovo izrazje. Namreč njihovo izrazje je v neki posebnem idiomu, ki bi mu rekli računalniška amerikanščina, ameriščina, ne vem.
ga še niso poimenovali. Oni mislijo, da to globalni jezik je tako univerzalni, da ni treba imena, tako rekoč božji. In pa se sprašujejo, a je treba lokalizirati, se pravi prevesti v lokalne jezike, kjer ima se seveda hierarhijo, ki je en jezik je večji, tam vse izraz, pa se pa te Tamari, provinca, ne, kjer jim bomo kdaj rekli, kaj bomo pomagali tem bedakom, ki niso pismeni, ne. Ampak pa, kaj bojo postali pismeni, bo tako spregovorili v kompjuterščini. No in po drugi strani je pa kontradikcija trenutna zelo huda, ker če gledate ta program tega srečanja, ne, to je preprost primer, zato ki ga lahko takoj pogledate, ne, je pa mislijo, da je jezik nastane iz visoke kanonične literature, ne, ker sta samo dve neliterarni, neknjiževni debati predvideni, naša pa filozofska, ne. Vse ostalo je lepa beseda, ne? Kar je elitističen pojem narodnega jezika, ki ga je Pietro Bembo uveljavil, ne? Petrarka pa Boccaccio, ki sta bila takrat 200 let stara že, ko je on to pisal, ne? Ampak to je ta prava italijanščina, ki je toskanščina, ne? In kjer je treba vam vrši iz Petrarke, pa potem ne bi govorili vse provansalske formule, ki jih je prevzel iz trubadurske poezije. Skratka, še zmerom mislimo, da je kanon elitističen in temelji na visoki kanonični lepi besedi, raje bi rekel kanonični, ker visoki, ker ni zmerom visoka, je pa kanonična lahko, ne, kanka, ne, pa pol, ampak te dva sta sigurna, ne. Hkrati pa tega jezika skoraj noben več ne govori. Zakaj pa je to lahko možno? Zato, ker jezik ni neutralen, niti ne izraža subjektivnost, ampak je družbeno razmerje, ki se spreminja zgodovino, kjer se bojujemo za to, da ne bomo rekli lokalizirati, kadar mislimo prevajati. Ne? Ker torej govorne prakse vplivajo na jezik, oziroma na tisto, kar velja za standard. In prevajanje teorije upeljuje popolnoma nove govorne prakse v slovenščino. Tiste, ki jih ni bilo doslej. In s tem spreminja polje te govorice slovenske. In s tem omogoča dvoje. Prvič, da dobimo distanco do realno obstoječe slovenščine. In drugič, ker je to teorija, da dobimo distanco in mogoče oporišče za boj proti ideologijam. In je torej prevajanje teorije emancipatorno dejanje in so aparati za prevajanje v tem širokem pomenu, ki ga je kolega postavil emancipacijski aparati. Se strinjam. Ja, jaz bom zdaj, da ne bo, kako rekel, da smo zvesti temu bogatstvu različnih govornih praks, ne bom jaz nekaj drugače govoril, zato da ne bo zdaj to dominantna govorica postala, zato se morate opravičiti to. Jaz sem v bistvu zdaj, Peter je že obrnil vprašanje oziroma poudaril, da gre za vprašanje čemu in ne zakaj, ne. Jaz bi mogoče naredil še eno vajo iz tega, kar ste mu vprašali narediti tudi neko klasično, če se to odgovor na vprašanje čemu vedno bere prek kako, ne? Skratka, prek neke konkretne prakse. Če dam en primer iz prevajanja nečesa, čemur se reče teorija, pa je veliko, kako rekel, je postavljen nekje na mejo med teorijo in nečem drugim, namreč prevajanje psihoanalize, pač prav freudovske psihoanalize, originalne freudovske psihoanalize, ne govorimo o nekih sekundarnih tekstih o psihoanalizi, skratka, govorimo o tistih freudovih tekstih. Mi, ko smo se pred leti tega lotevali nekoliko bolj sistematično, se je jasno postavilo vprašanje, da če imamo mi te prevode Freuda v slovenščino, če se tega lotimo sistematično, da se splača delati nekaj takega, kot če se reče študijska izdaja. Ne? Skratka, neka izdaja, ki ni samo podkrepljena z opombami in tako naprej, ampak ki je študijska tudi v tem smislu, da je možno v slovenskem prevodu slediti konceptom, ki tam nastajajo, ki se pojavljajo in jih ne zabrišemo, skratka na način, da enkrat eno besedo prevedemo tako ali pa drugače. Mislim, ker je potem nemogoče slediti razvoju
te misli v samem originalnem tekstu, oziroma v samem Freudovem, recimo v tem konkretnem primeru tekstu. Je pa seveda tle pridemo do nekega drugega problema, ker psihoanaliza, Freudova psihoanaliza, kot sem rekel, ni umeščena že strogo na konceptualno raven, ampak v veliki meri je neka res še teorija o nastajanju, ki v veliki meri črpa iz tistih pač tudi besede same, sam material te teorije črpa iz analize in iz besed, ki se tam, recimo, temu rečem, izpostavljeno pojavljajo, pa vsaj iz tega napaja. Recimo, en dober primer tega, kako lahko skratka to vodilo, dajmo delati študijsko izdajo, proizvede neko nevarno razdrsne v nek mečken, kako bi rekel, malo oglat lesen izdelek, je pojem, ki bomo slovenščino v običajnem prevajanju tesnoba, skratka nemški angst. Jasno je, da je znano v psihoanalizi, sploh po freudovski lakanovski psihoanalizi, ta razlika, ki se vedno znova ponavlja v razgovorih, teoretskih in tako naprej v razpravah, razlika med tesnobo in strahom. Skratka, v smislu tesnoba nima svojega objekta, oziroma na svoj objekt, ki je pač objekt neke druge vrste. Ampak če mi beremo Freudove tekste, skratka, če beremo tiste Freudove tekste, kjer je pojem že nekoliko, kjer beseda že pride bolj naraven pojma, je prevod tesnoba bolj ustrezen. Ampak če mi po drugi strani beremo neke dele, kjer Freud poroča recimo iz nekega svojega primera, iz neke analitične seanse, kjer bo pač povedal, da pacient, da ima angst pred nečim, tam je pa, če mi to prevedemo s tesnobo, bomo dobili nekaj, kar preprosto tam ne piše. Mislim, tam je pač boljše reči strah, boljše reči boji se in tako naprej. Zdaj, zakaj to govorim? Mislim, da je čist ena osnovna zadeva. Tlej pridemo do točke, kjer ugotovimo, da so pač besede v nekem jeziku čist preprosto obstajajo, v tistem jeziku slovenščino se pač angst ne da prevesti, kot da bo povsod v redu. In da je na to treba enostavno pristati. In, kako bi rekel, če mi proizvedemo situacijo s prevajanjem, da je možno napisati brez oglatih oklepajev nekje, da se boji, pa nekje pisati, da je to tesnoba, če smo zmožni proizvedeti situacijo, če dovolj govorimo naknadno tudi o tej teoriji, če se o tem dovolj govori, ne bo nobenega strahu, da bi človek, ki bi to bral, mislil, da tam gre za Freudovo neko ločnico med strahom in tesnobo. Skratka, bo že prepoznal v tistem kontekstu, da to je pač angst in da je tam neka druga logika zadnja. Skratka, to je en tak primer, recimo, ki se mi zdi, da vprašanje, kako te postavi pred neko vprašanje, te pripelje nazaj do vprašanja zakaj ali pa čemu, boljše rečen, čisto preprosto zato, da mi mogoče bi lahko celo tako rekli, da se prevajati slovenščino splača, da bi sploh original zares dober ugledali, da bi res videli, kaj original dela za original. Mogoče čisto iz tega stališča. Imam pa še eno pripombo ali pa neko opombo na to, kar je pa tudi Peter prej govoril, o tem se jaz kar strinjam na nek način, da prevajati teorijo ali pa znanost v končni fazi, prevajati neke koncepte smiselno v prvi vrsti zatočen, nek zelo banalen odgovor damo zato, da zadeva lahko pride v javno debato. Da ne ostane samo v polju teoretikov, v polju pač teoretikov vseh možnih vrst, ampak da je možno nek problem, ki se pojavi, prenesti v vsakdanjo govorico, zredmene v medije ali pa v občila, kakor temu rečemo. Čist še en konkreten primer, če dam, recimo sem se zadnji čas predvsej ukvarjal z problemom podnebnih sprememb in tako naprej, s klimatologijo. In tam lepo vidimo, kako imamo kako so tam neki zelo jasni koncepti fizikalni, ki pridejo pač iz fizike ali pa iz kakšnih drugih naravoslovnih znanosti, v angleščini super funkcionirajo, so v ospredju že javnih debat, v New York Timesu lahko preberete te besede, v slovenščino pa praktično nimajo prevoda.
Skratka, in je to ena zelo velik problem, kako to debato na res ustrezen način prenesti v javno sfero, širšo javno sfero, če mi niti konceptov osnovnih, s katerimi bi razložili ta problem, če nimamo slovenščino prevedenih in tega nihče ne počne. Skratka, naravoslovci bojo pač ostali, kot vemo, brez zamere, mislim, ko rekel, nobenih zamer nimam do njih, enostavno pač uporabljajo ta jezik, ki ga uporabljajo, oni pač njih precej briga, zakaj bi to šlo, ampak če mi hočemo recimo neko tako problematiko prenesti v polje humanistike, v družboslovje, kogarkoli vzamemo, je treba te zadeve prevesti. Enostavno se ne da, forcing je forcing, v slovenščini imamo, se bo temu rekel enkrat prispevek, ker pojma nima nihče, kaj bi pomenil prispevek, siljenje se zdi pregrdo, pa je bolj ustrezno in tako naprej. Skratka, mislim, da je to en bistvenih smotrov prevajanja teorije, tudi to, da se enostavno lahko javna debata sploh razširi in da poleg implementacije v javni diskurs pride še kaj drugega. Lahko sem še eno reč dodam k temu osnovnemu vprašanju, čemu. Zdi se mi, da sodobna ideologija, vladajoča ideologija, če hočete, pravzaprav na nek način deluje ravno proti tega, da se je treba nenehno upravičevati. Da je treba nenehno upravičiti, zakaj nekaj počnemo. Vsi, ki delujemo recimo na področju znanosti ali pa ki imamo upravka s kakšnimi projekti ali pa kaj, lahko za pretekla desetletja, vidimo, kako so se ta vprašanja menjavala. Zakaj je to dobro za Slovenijo? Zakaj je to dobro za Evropsko unijo? Zakaj je to dobro za karkoli? In v bistvu na nek način, seveda, tukaj smo zato, ker se nam sploh ne postavljajo to vrstno vprašanje, ampak na nek način je treba, mi trije upam, no? Ampak, pa publika, pa še bilo. Ampak mislim, da je treba upozoriti tudi na to, kar nekateri imenujejo evalvacija. No? Skratka, evalvacija kot nek oblastni model, kjer se pač nabirajo točke in te točke ali pa upravičevanje seveda vsebujejo vse te zadeve, kot so, ne vem, koliko se je zadeva razširila ali pa diseminirala ali pa karkoli, koliko bralcev je imela, koliko je, kam je se segla, kje vse se je predvajalo, v katerih medijih se je nastopila in tako naprej. Na nek način se mi zdi, da je treba biti pozoren ravno na ta model, ki ga, to pa same založbe dobro vejo, zahtevajo tudi pri poročilih o delu, upravičevanju financiranja in ki se ga na nek način postavlja čedalje više in više tudi pri razdeljevanju javnih sredstev. Se pravi, na nek način se poskuša tako ali drugače vplivati na to, da se ta prostor emancipacije, če hočete, oža in oža. In sam ne bi tukaj zdaj govoril o pač teh angleščini ali pa ne vem kaj, ampak tukaj zadaj je vidno tudi en drug model vladajoče ideologije danes. In ta model je enostavno sklicevanje na neko instanco, ki pravzaprav ne obstaja, recimo trg, in prelaganje političnih odločitev na to instanco. Se pravi, v razmerah depolitizacije ali pa na nek način krize politike emancipacije je edina preostala taktika samo še ta, da se oblast celej sklicuje samo na neke zunanje sile ali pa na take ekonomistične argumente, pač denarja je toliko več, kot toliko ga ne moramo dati, ne? In to gre z roko v roki tudi s tem modelom evalviranja, ki je čedalje bolj kompleksen, čedalje bolj obsežen, čedalje več časa jemlje, čedalje več energije in ki počasi subtilno poskuša prispevati k temu, da bi bilo to polje tega aparata čedalje manjše. Jaz sem eno kratko pripomba, ker si glih rekel, da zahtevajo od nas v teh razpisih in tako naprej pri pridobivanju sredstev to skozi vprašanje čemu, ne? In da utemeljiš pač smotr. Jaz mislim, da je, če se malo prepozna, kako rekel, tudi oni delajo nek obrat iz čemu v kako, ne? Ampak na način, da od tebe naprej zahtevajo, mislim, ta poudarek je zdaj bolj
dominanten. Od tega naprej zahteva, da poveš, kako točno boš to naredil. Skratka, v prvem letu boš prišel do tega rezultata, ki ga boš potem spel z rezultatom iz drugega delovnega paketa, ki bo po nekem čudežnem smislu načinu prišel tja, potem bo ta sinteza teh dveh rezultatov te skozi drugo leto vodila, ob tem boš dobil 4 različne odgovore, ki boš potem dva z miksu tako, dobil 4. zamisel in tako naprej. Ne? Se pravi, da te silijo v to, da ti pač dobesedno neko zelo materialno, neko nemogoče opravičilo, ki ga ti ne moreš dati, mislim, upravičilo, ki ga ne moreš dati, ti dajo v to, da pokažeš, da ti ne znaš pokazati, kako boš to naredil, ergo si ne zaslužiš tega. No. Ja, seveda, oni zahtevajo nekaj, da poveste, kaj boste odkrili, kar v družboslovju pomeni, da raziskava ni potrebna, če ste že odkrili, ne? Ali to humanistike ravno tako. Ampak o tem bom posle govoril, da se bom navezal na kolega Klepsen, zdaj bi pa najprej na vas se navezal. Namreč, mogoče je pa dober, da ti izrazi, s katerimi se ukvarja teorija, ne pridejo v časopis Dela. Ko je Heidegger prišel na slovensko, meni sicer ni bil posebej simpatičen, zdaj sem tudi dobil razne potrdila, zakaj. Ampak rekel pa sem, hvala Bogu, je končno ena filozofija, ki se jo ne da vulgarizirati. In ni vrak, zelo kmalu je bit začela harati po delu, zlasti po kulturnih stvareh, če so pisali Delo, in tudi Heideggera se da vulgarizirati. Skratka, bodite veseli, ne? Drugič, ko govorimo o psihoanalitičnem konceptualnem aparatu, ne? Obstaja ena sjajna knjiga, ki se imenuje Temeljni koncepti, ki jo je napisal Bogdan Lešnik, to je slovar psihoanalitičnega izrazja, ki je boljši od Laplanche Mentalismovega, ne? Širši je. Je pa potem modelen narejen. In skratka, izšla je ena recenzija tega dela, ki je temeljno, ki je še zdaj aktualno. Ne? Napisal je pa Zdenko Vrblovec, ki je pač tovariš iz 80-ih let. Ne? Skratka, ni pa žal ta drugi ideološki aparat, ne alternativni, ignorira to. In to ni vezano z prehodom z obnovo kapitalizma. To dela ta kulturni aparat, vladajoči kulturni aparat, že ne vem, vsaj od 70-ih let naprej. Ker sem si jaz rekel, ker sem bral časopis Dela, pa sem prišel do kulturne strani, sem rekel, pa zdaj pa pride dnevna doza fašizma. Ne? In to še v času socializma, ne? Pa se je pa res zgodilo. Leta 1991 je ta fašizem zlasti na Hrvaškem korakal po ulicah in krvave zadeve si počel. Skratka, ampak, gledajte, ni se vam treba bati. Angst. Če danes slišim v slovenščini besedo tesnoba, je ne bom navezal na Sartre, egzistencializem in perspektivaško literaturo, ampak na psihoanalizo in na Freuda. Kaj to pomeni? To pomeni, da pomeni niso zabetonirani. V 50-ih in 60-ih letih je bila tesnoba rezervirana za egzistencialistično literaturo, pa tisto filozofijo, ki so takrat šli, ne? Danes pa ni več. Skratka, vi ste že izbojevali to bitko okoli pomena, ne? A veste, vzemite besedo pietatis, ne? Pa pogledajte, kaj pomeni Cicerone pa v njegovem času, pa kaj pomeni v srednjeveški teologiji, ne? Čist nekaj različnega, ura tam je poganska, ne, je vesela, ne, je mnogo, ne, je spoštljiva, tam je pa mrak, je monoteistično sranje, ne? V tem Freud več bude, ne? Skratka, pomen ni zabetoniranje ravno okoli tega, se pravi, smuči. No, zdaj bi se pa na vas navezal. Govori se o teh groznih aparatih, kot so agencija za raziskovanje in oni, pa se, to je sistem. To je sistem, ki je narejen za to, da tukaj uničujete teorijo in da spreminja družboslovje in humanistiko v dobavljača surovin za velike sinteze, ki se bodo dogajale v centru. In z istim problemom se ukvarjajo v Nemčiji in z istim problemom se ukvarjajo v Franciji. In v Franciji je en matematik, ki je zelo ugleden matematik. Piše se Laforgue,
ki ni humanist, ni družboslovec in tudi ni ne vem kako skrajni levičar, je celo deklariran katolik. Ne? Je rekel takole, ne? V Franciji, v francoščini pišejo v glavnem samo še matematiki. Vsi drugi pišejo že v angleščini. In večinoma se to interpretira, da si francoski matematiki to lahko privoščijo, ker je francoska matematika tako močna v svetu. On pa prav ni res. V resnici je vzročno-posledična povezava obrnjena. Francoska matematika je močna zato, ker piše v maternem jeziku. In pol pač pove, da proces misli je vezan na tisti jezik, ki je vaš materni jezik, ki deluje kot je jezik, kot bi rekel Lacan, ne? Lavand. Skratka, v resnici jaz mislim, da je treba vzpostaviti alternativne aparate, to, kar ste vi rekli. Da se resno postavlja vprašanje vzpostavitve alternativnih aparatov in da je treba gledati na te male založbe, ki so začele za čist novo založniško politiko. Prvi je bil Krt, ki ga je izdala Univerzitetna konferenca Zveze socialistične mladine, iz katerega je Krtina nastala. Poznaj so bili Studija Humanitatis, Krt je leta 81 nastal, Studija Humanitatis leta 85, ki je ustanovil bratstvo Rotar. Ravno zato, da bi se zapolnila mračna praznina, ki je obstajala točno v Sloveniji v času, ki je po celi Jugoslaviji so prevajali vse od Sovjetske zveze do Združenih držav Amerike, Nemčije, Francije in tako naprej. Je bil razsvet založništva, tukaj pa ne, ker so velike založbe, pač niso bili zainteresirane za to. In naprimer, pasne, prvi Derrida, prevod Derrida, grammatologija je šel v Sarajevo. Pred tem je Cankarjeva založba zavrnila ponudbo, da prevedemo grammatologijo. Tako da je to začetek alternativnega aparata. Jaz mislim, da se danes postavlja vprašanje alternative srednje šoli že, alternative univerzi, univerza je zavožena. Alternative raziskovalnim inštitutom, čeprav vidva delate na njih, zato ker se niso uprli temu tej papirnati vojni, ki nima zveze z realnim teoretskim delom. In nasprotno privilegira velike inštitucije, ki lahko birokratsko delo opravljajo, medtem ko ga manjše ne morejo, pa zelo težko. Male založbe zelo težko se aplicirajo na te, ki so... Jakovi razpisi niso tako neumni, niso tako totalno nori kot Arsovi, ampak je pa tendenca, da gre v to smer. In če je tukaj že neplačano presežno delo v teoretskem predavanju in teoretskem delu nasploh, potem je treba samo še aparat narediti. Kako? Jaz ne vem, ker je ves razpoložljiv denar si najprej pri svojih državah. Tisto, kar gre k kapitalu, se sploh nima smisla pogovarjati, ker boste težko dobili mecena. Ali pa mogoče ga boste, da vam bo vaša študijska izdaja financiral. Če bo Freud mogoče, bo kakšna Erste Bank se dobro pisali, ampak če bo Vološinov, je pa bolj težko, je hudič marksist revolucionar. Še 5 let pa bolj. Zdaj, Peter, je te prepustil, da še poveš par besed, če imaš v interesu, če ne bi vprašaš publiko, glede čas nam izteka, to pa je stvar, ki se nikoli ne sme povedati, ker je to najslabša stvar, ki lahko moderator pove. Ampak povem zato, ker obveščam še tisti, ki ste mogoče zdaj šele prišli, da okrogla miza, ki je predvidena ob 15. zaradi osebnih upravičenih razlogov, odpade, tako da imamo mi še nekaj več časa, ampak jaz predlagam, da bi debato počas prenesel še na kakšno vprašanje iz publike, če je, sicer pa bi tole počas sklenil. Če ni nobene reakcije, nobenega vprašanja, bi se zahvalil obima gostom, Peter, pa tudi vam za vašo prisotnost. Hvala.